Dober dan želimo s ploščadi pred Blejskim gradom. Pogovarjali se bomo o neenakostih na področju duševnega zdravja, o krepitvi lastne psihične odpornosti in o iskanju svojih lastnih notranjih moči. Gosta, sogovornika v tem pogovoru bosta doktorica Mojca Drnovšek, psihiatrinja, ki ob svojem delu v ambulanti veliko energije posveča prav raziskovanju in opismenjevanju na področju duševnega zdravja in je že mnogim pomagala tudi s čisto praktičnimi nasveti o tem, kako obvladovati stres in motnje razpoloženja. Naš drugi sogovornik je Aljoša Bagola. Nekoč smo vas poznali predvsem po zelo uspešni karieri na področju oglaševanja. Danes vas poznamo tudi po tem, kako ste se pogumno, ustvarjalno spopadli s svojo lastno težavo, ki ste imeli v duševnem zdravju, z izgorelostjo. Zelo se veselim obeh vajinih zgodb in izkušenj in hvala, ker jih boste delila z nami. Kako ne začnemo drugače, če ne s covidom? Tako kot številni naši predniki, ki so se spopadali s svetovnimi vojnami, z epidemijami, s hudimi lakotami, imamo tudi mi zdaj pred sabo neke vrste tak velik izziv, kot je ta covid. Po svoje se mi zdi, da še nikoli nismo toliko govorili o duševnem zdravju kot prav zdaj, kar pomeni, da je to najbrž dobro. Torej, epidemija nas je našla nekoliko nepripravljene, mogoče nekoliko zasanjane v neko varno življenje, saj za tiste ljudi, ki živijo v razvitem svetu. Vendar je pa hkrati soočanje z epidemijo potegnilo na dan vse tisto, kar smo leta in leta pravzaprav dajali na stran, se skušali recimo ne ukvarjati oziroma pač smatrali, da je nepomembno, zdaj se je pa izkazalo za ključno. Tako da epidemija je hkrati tudi priložnost, da odkrijemo kaj, kar smo že pozabili. Kar je pa recimo zanimivo meni pač, pa je, da seveda imamo stoletja izkušenj z epidemijami, ampak zgleda, da se res nismo nič naučili, da moramo očitno sami vse napake ponoviti, čeprav jih pravzaprav ne bi rabili, glede na to, da pravzaprav knjige o tem pišejo, pa izkušnje so še vedno tukaj. Duševno zdravje je pa seveda tesno povezano s stresom. Namreč vsaka stresna okoliščina nas zamaje in seveda tukaj pa je stres bil tak, veste, globalen. Vsi smo bili v stresu, se pravi, nisi se mogel opreti na nekoga, ki si se ponavadi uprl, se pravi, ker ta je bil lahko še mogoče v hujšem stresu. Zdaj govorite o pretekliku? Ne, začetku epidemije. Ne? In potem hkrati pa seveda ta epidemija prinesla tako pritiske na duševno zdravje, ekonomske posledice, socialne posledice. Skratka, tako zelo globalno smo se mogli soočati s tem, da morda pa nismo tako zelo varni v tem svetu, v katerem živimo. Aljoša, vem, da vi niste psihiater, niste v tem smislu strokovnjak, imate pa življenjsko izkušnjo, ki vam jo je prinesla vaša izgorelost. Torej, ko zdaj govorimo o tem obdobju covida in o vsem stresu, ki ga prinaša, pa me zanima čisto osebno, koliko je to za vas pomenilo tega dodatnega stresa? Ali je bila že tista vaša izkušnja tako močna, da ste se v bistvu opolnomočili z vsemi mehanizmi, ki vendar človeku so na voljo, da premaguje stiske v svojem življenju? Pa, čeprav nisem strokovnjak, naj začnem vseeno z strokovnim izrazom, ki je postal precej poljuden že. In ravno ta posttraumatska rast, ki sem je bil deležen zaradi izgorelosti, me je nekako zelo obdala z nekim ščitom ali pa predvsem razumevanjem, da to, kar se dogaja, je nekaj, kar lahko skupaj premagamo in kar lahko vsak izmed nas uporabi kot priložnost za svoj napredek in za svojo rast. Jaz v bistvu pravim,
da so preizkušnje zgolj predizkušnje, ne? Zato, ker pač moramo življenje nekako izkusiti, se z njim spopasti, ga nekako razčleniti, ne samo analitično, ampak dejansko v vsem, kar nam ponuja. In ponuja nam tudi veliko bolečine, ne? In mogoče pa bolj pesniško, kot sicer pravim, da je pravzaprav bolečina in nesreča sporočilo življenja, da mu je mar za nas, ne? Neenakost je tisto glavno geslo letošnjega dne duševnega zdravja. Gotovo to ni izpostavljeno po naključju, ker kaj nam pomaga vse znanje tega sveta, če do njega pravzaprav ne moremo. Vi imate res dober pogled v to, kaj je ljudem pravzaprav v Sloveniji na voljo. Kakšna je ta vaša čisto osnovna ocena dostopnosti oskrbe, ko jo ljudje seveda najbolj potrebujejo? Torej, najhujša in največja neenakost je do virov pomoči. In sicer Slovenija, ne glede na to, kako je majhna, pa ni tako zelo lahko prehodna in pravzaprav do najbližje ambulante, do najbližjega psihiatra, seveda ima lahko človek tudi nekaj ur vožnje. Kar seveda ne pomeni, da mora biti zdaj psihiater v vsaki slovenski vasi, temveč mora biti sistem takšen, da ljudje do njega lažje pridejo oziroma da tudi mi pridemo bliže. Naša načrtovana in tudi že delno vzpostavljena mreža centrov za duševno zdravje dejansko neenakosti zmanjšuje. S tem, da smo postavili standarde, da na 50 do 70 tisoč odraslih prebivalcev mora biti en tak center in za odrasle, medtem ko pa za otroke pa na 12 do 15 tisoč, kar pomeni, da bomo dejansko ne imeli vseh psihiatrov in vseh ostalih strokovnjakov v Ljubljani po Mariboru, temveč bodo dejansko regionalno dostopni. Kar pa te centri še dodatno naredijo, pa je, da imamo tudi skupnostno obravnavo, kar pomeni, da dejansko ljudi lahko strokovnjaki obiskujejo doma. Z enim obiskom na domu izveš več kot v nekem laboratorijskem okolju ordinacije in ljudje na ta način seveda lahko dobijo tudi bistveno boljšo pomoč. To je neenakost glede dostopa do pomoči. Ja. Vendar pa so hude neenakosti tudi na področju skrbi za duševno zdravje. Namreč ljudje so zelo, zelo slabo opremljeni, kako poskrbeti za svoje duševno zdravje. In tudi mi nimamo nekih dobrih programov ali pa razvitih programov, to na nacionalni ravni, s katerimi bi dejansko podpirali vedenja oziroma ravnanja in odločitve, ki vodijo k dobremu duševnemu zdravju oziroma duševno zdravje krepimo. Tako da, kar se tiče neenakosti na področju preventive in promocije, smo še zelo v srednjem veku. Torej, vaša osebna izkušnja, če pomislim, mlad, razgledan človek, ki pozna življenje, živi v Ljubljani in tako naprej, pravzaprav, kar se tega tiče, vam je šlo vse na roko. Vseeno me zanima, kako je šlo to pri vas? Česa ste se oprijeli v trenutku, ko je bilo treba iskati to pomoč? Se vam je zdelo, da je pač v Sloveniji, kar se vas tiče, da so vam stvari, te stebri pomoči so vam na razpolago? Hkrati bomo še nekoliko potrkala na to vašo lokal patriotsko plat, ne? Torej, Prekmurje, vemo, to je eno od pokrajin, kjer dolgo ni bilo recimo te torej oskrbe na področju duševnega zdravja dobro razvite, bistveno manj kot nekaterih drugih delih Slovenije, kar se je tudi zdaj recimo kar precej popravilo. Kako bi tu naredili neko primerjavo? V bistvu se mi zdi, da je neenakost neprijetna beseda, obstaja pa še bolj surova različica tega, ne? In to je tabu. In seveda je duševno zdravje tabuizirano in govoriti o tem, razglabljati o svojih čustvih je, ne vem, za moški spol nekaj neprimernega, nekaj v bistvu o čemer se ne razpreda, kar pač je povzročilo zgodovinsko škodo, ne samo slovenskim moškim, ampak tudi slovenskemu okolju nasploh. In kot pač jaz to kreativno obrnem, vsak tabu buta. In se pravi, vse, kar je potlačeno, vse, kar je nekako prepovedano ali pa v tem primeru
celo demonizirano, kak sem jaz to videl v svojem okolju odraščanja, kjer je izgorelost doživela moja mama, in je dejansko o tem bila popolnoma tiho. K sreči si je našla sogovornika v izjemnem psihiatru, ki je pač pomagal z kakšnim telefonskim klicem na mesec. In ko sem bil jaz soočen z surovostjo izgorelosti, res nisem mogel verjeti, da je zmogla na ta način to premagovati. In zato se dejansko dogaja, da se ta tabu nekako z neko magnitudo sedaj razliva po vsem svetu in zdi se mi, da če na hitro preskočiva iz lokalnega na globalno, da smo v bistvu že kar nekaj časa priča epidemiji duševnega zdravja. In da se tudi te pač lokalne pore, ki so nekako dolgo botrovale k temu, da smo vse tiščali dol, da o tem ni bilo primerno govoriti, ker so se takoj označili za malo neprištevnega, da v bistvu se dogaja nek preporod, neka revolucija. In pač zgodovinsko dejstvo je, da pač so revolucije zelo, zelo težke, zelo naporne in se jih je treba nekako izbojevati, si moraš izhod iz tega. In tudi to je nekaj, kar te izgorelost nauči in zdi se mi, da se danes kar tako rokohitrsko upravlja z tem izrazom in če bi ljudje dobili samo kakšno polurno porcijo tega, bi hitreje razumeli, kako pomembno je, da je v bistvu duševno zdravje prioriteta, da je neka soodgovornost okolja tista, ki se ji moramo posvečati in da je v bistvu detabuiziranje možno samo skozi nek iskren in odkrit pogovor in zato sem seveda zelo vesel, da se tudi danes o tem pogovarjamo. No, tako kot smo mi lahko veseli in samo hvaležni, da te teme odpirate in ste pripravljeni od njih govoriti, pravzaprav te javnosti prepoznane osebnosti se mi zdi, da res največ lahko naredite prav zato, da ljudje potem začnejo razmišljati sami o sebi. Ampak na tisto moje osnovno vprašanje mi vendarle niste čisto povsem odgovorili, ko ste se zavedali, da s svojim duševnim zdravjem, da imate težavo, ste se lahko oprijeli na kaj zelo konkretnega, vam je bilo jasno, kaj bi bilo treba storiti? V bistvu ne, zato ker mi je bilo privzgojeno, da sem močan, da zdržim, da potrpim, da dam vse od sebe v vsakem trenutku, da potegnem zadnjo molekulo energije iz pet in pač preživim. In zato se mi je izgorelost tudi zgodila, ker si dejansko nisem pravočasno poiskal pomoči. In potem me je tisto tako spodneslo, tako grobo sezulo, da pravzaprav nisem znal funkcionirati. In šele Iva je potem, moja žena, z raziskovanjem simptomov pač rekla, Aljoša, ti si izgorel. In jaz sem bil kakšno leto nazaj pri svoji osebni zdravnici, ker sem se zelo slabo počutil, ker sem imel serijo migren, ker dejansko nisem mogel že od tega kroničnega stresa dobro funkcionirati. In potem, ko sva pač nekako ugotovila, da sem zelo izčrpan, ne pa tudi izgorel, sem si pa seveda v tej neki samoprevari rekel, pa jaz sploh ne morem izgoreti. In sem začutil to neko osveženo vedrost, zaradi katere sem si še več dela oprta. In potem sem seveda, ko sem se zaupal ožjemu krogu, je k sreči moj brat obiskoval psihoterapevtko in mi je odstopil svoje ure, da sem jaz lahko čim prej prišel tja. In potem, ko mi je strokovnjak rekel, jaz vas popolnoma razumem, vse bo v redu, sem si lahko za hip oddahnil. In zato mi je grozljivo dejansko spremljati sistem, kjer ljudje, ki so v tako siloviti stiski, tako zelo dolgo, ne morejo priti do najbolj osnovne oblike pomoči. Če dovolite, neenakost, ne bom pretiravala z neenakostjo, ampak vendarle, ko sem poslušala zdaj vašo zgodbo, neenaki smo tudi v tem, da nekdo ima tisto ljubeče okolje, ki vam je naklonjeno, ki se ukvarja z vašimi težavami, ki razmišlja, išče rešitve in tako naprej. Neenaki smo žal tudi v tem, da marsikdo doma in v svoji bližnji okolici tega tudi nima.
se dostikrat srečujete tudi s takšnimi težavami? Ja, v bistvu ja, ne. Namreč, če se rodiš v tako ali pa drugačno družino, imaš dejansko popolnoma drugačno štartno pozicijo in seveda lahko ti gre zelo dobro, ne glede na to, v kakšni družini si, lahko pa seveda imaš probleme zaradi družine. In recimo nacionalni program duševnega zdravja se ukvarja tudi z duševnim zdravjem otrok. Obstaja cel kup načrtovanih aktivnosti za to, da se otrokom omogoči dobre začetke, da se podpre ranljive družine in pa predvsem, da se otrokom takoj pravzaprav ponudi pomoč, če jo potrebujejo. Recimo ravno ta teden sem imela v svoji ambulanti študentko, krasno dekle, tesnobna, tako da komaj živi, ampak ona en dan prej naredila zelo težek izpit, se pravi funkcionira odlično, hkrati pa njena kakovost življenja podničilo, ne. Skratka, in kaj sva potem ugotovile, ne? Ugotovile sva, ne, da pravzaprav bi ona pomoč rabila pri 11 letih, pa jo ni dobila. Pa bi bilo seveda njena osnovna šola in srednja šola in fakulteta bi tekla bistveno drugače. Zagotovo bi bila uspešna, samo bila bi mogoče še malo bolj srečna, ne, če bi pomoč dobila takoj. Tako da Torej ni dovolj, da skrbimo za telesno zdravje otrok. ne. Pri duševnem zdravju še marsikaj zmanjka. Kaj pa bi vi z vašimi izkušnjami, pravzaprav, kaj bi želeli doseči? Kaj bi bila dobra oskrba duševnega zdravja, pa če ostanemo zdaj pri otrokih? Recimo, če pri otrocih govorimo, ne, recimo mi imamo iz raziskav popolnoma jasne podatke, da če otrok doživi neko določeno število negativnih dogodkov, potem bo njegovo telesno in njegovo duševno zdravje slabše, ko bo odrasel. Kar pomeni, ne, da recimo se resno obravnava tako nasilje v družini, kot recimo odvisnosti, skratka, da se res pa ne v smislu preganjanja, kriminaliziranja stvari, ampak dejansko ljudje razumejo, da to pač ne gre, da s tem pravzaprav mi zaznamujemo naslednjo generacijo in to trajno zaznamujemo. Se pravi, že samo to vedenje, pravzaprav, kaj pravzaprav otroku ne smeš narediti, absolutno ne, bi jim verjetno potem pripomoglo, da bi cela družba mogoče na te stvari gledala drugače, ne pa pogledala stran. Da ne govorimo samo o zoprnih stvarih, pa travmatičnih dogodkih pri otrocih. Tudi recimo pretirano permisivni starši ali pa recimo starši, ki bi radi svojemu otroku, ne, zagotovili najlepše možno otroštvo, da ne bo nikoli solzice potočil, pa nikoli bil frustriran, mu tudi delajo medvedjo uslugo. Kajti tak otrok se ne bo naučil ne prenašati nelagodja, ne sodelovanja, ne pravzaprav nekih doživljanj užitkov, ko nekaj premagaš ali pa ko ti nekaj pravzaprav znese, ne. Tako da, jaz bom rekla, nobena skrajnost ni dobra, moramo pa mi to dejansko vedeti in če ti nihče to ne pove, potem pa ti ne veš, da moraš te informacije iskati, potem ostaneš brez njih in te mogoče življenje prisili, da jih vidiš ali pa tudi ne, je pa škoda, ne. Osnovno moje mnenje je, da moramo strokovnjaki ponuditi informacijo. Ampak pazite, kdo je zdaj strokovnjak? To je pa spet ena velika razlika. Namreč imamo strokovnjake po izobrazbi in imamo strokovnjake z izkušnjo. In obe informacije sta enako pomembne. Zdaj, ko se tako pogovarjamo, ne, se mi zdi, da ta termin duševno zdrav posameznik je tako zelo relativen v današnjem svetu. Ne? Kdo je sploh dejansko duševno zdrav? Lahko govorimo o tem trenutku, da se počutimo duševno zdrave, ampak zelo težko je zagotoviti, da bo tako v resnici tudi jutri. Ne? Bi se morali kot družba sprijazniti s tem, da bomo pa seveda tudi s tegobami duševnega zdravja morali ravno tako živeti, kot če imamo, ne vem, neko vnetje, ki se ga na nek način zdravi. A smo kot družba že naredili ta preskok? Aljoš? Če lahko
podamo, ne vem, alternativno definicijo telesnega zdravja, lahko preprosto rečemo, da smo zdravi takrat, ko na milijarde celic v našem telesu 100% sodeluje, ne? Se pravi ideja sodelovanja. Če pa govorimo, ne vem, o duševnem zdravju, pa se meni zdi, da bi bila alternativna definicija to, da imamo dovolj življenjske energije oziroma energije kot take, ne? In seveda sodobni svet z tiranijo izbire nenehnih odločitev, zelo dinamičnih življenjskih stilov od nas nenehno zahteva mikroodločanje, upravljanje z situacijo, veliko vklapljanj in izklapljanj iz nekih stresnih faz in seveda nas to zelo izčrpava, ne? In tudi ta termin, odločenska utrujenost je v bistvu nekaj, za čimer se na koncu dne vsak izmed nas sooči grdo zlegnjen na kavč, ne. In zdi se mi, da je v smislu tega nekega izpraševanja, ne, seveda treba pogledati na stvar zelo celovito, kako v bistvu več stvari, recimo kot pač pri finančnih fenomenih ali pa pri makroekonomiji, gre v resnici za zelo malo vplivov, ki pa imajo nek dolgoročni učinek na pač, ne vem, finančno življenje posameznika. In tako gre tudi po moje pri tem duševnem zdravju ali pa pri zdravju nasploh za malo vplivov, ne, ki imajo največji in najbolj konkreten učinek, in ko se nekako dokopljamo do teh, v bistvu ugotovimo, da so to zelo preproste stvari, ne. Seveda gre, ne vem, za kakovost spanja, gre za v bistvu prehrano, gre za rekreacijo, gre za v bistvu nek uravnotežen življenjski stil, kar je pač zelo preprosto povedati, zelo preprosto, ne, si zabeležiti v urnik in potem tudi velikokrat živeti pod pretvezo, da je vse okej, ne. In spet se vračam v to, da dejansko imamo nekako izropane vse te kapacitete za neko refleksijo do sebe, do svojega življenja in da se zato zatekamo k kompenzacijam. Jaz temu pravim glamorizacija kompenzacij, ne. V službi pač imam štalo in kaj bom naredil, kupil si bom gorsko kolo za 3000 evrov in bom potem 200 na uro vsako popoldne šibal po strmem klancu navzdol in bom odkljukal, rekreiram se, ne. In seveda to ni, ne, nek suma sumarum, ne vem, možnost, da... To je škodljiv element. Ja, ampak ne moreš ti, ne, skozi tako prakso, kot sem naštel, to moram pa to in bo vse okej, priti do nekega ustreznega zaključka, aha, vse z mano je vse okej in počutim se tako, kot se najbrž večina ljudi počuti, ne. Zato potrebujemo strokovnjake, da nam tu nastavljajo ogledalo in rečejo, glej, oprosti, to so neki siloviti nadomestki, ki mogoče zahtevajo od tebe, da se pač z nečim malo drugače ukvarjaš. In duševno zdravje je zelo kompleksen pojem in je prepredeno z številnimi faktorji, številnimi dejavniki, ki jih pač, ne vem, navaden človek, ali pa ne morem reči navaden, pač običajen človek, ki živi svoje življenje v skladu z dinamiko tega sveta, ne more tako preprosto razkodirati, no. Zato se mi zdi to pomembno. Nekaj vemo intuitivno, ampak pa vse tisto več seveda moramo oditi k strokovnjaku. Kako bi vi tu dali to neko definicijo duševnega zdravja? Kdo je za vas, ki vsak dan srečujete ljudi s težavami, kdo je duševno zdrav človek? Vsak. Pravzaprav, tudi če ima nekdo zelo hudo duševno motnjo, je en del njega še vedno zelo zdrav. In ko se pogovarjaš s človekom, ne moreš se kregati z njegovo motnjo, ti se pogovarjaš s tistim delom človeka, ki je zdrav, tisti, ki je ostal pravzaprav tak, kako je. Hočeš pač nagovoriti in privabiti v sodelovanje tisti del, ki je zdrav. Tako da jaz osebno smatram, da je pač duševno zdravje, tako kot telesno zdravje, pač nek ideal, ki smo mu bolj ali manj blizu, ne? Ker v končni fazi, ne, če drugega ne, ima vsak vsaj kakšno plombo v zobu. Ne? Se pravi, že ni več čist popoln, ne? Tako da popolnosti ni. Gledajte, eno podvprašanje, ne. Naprimer, Aljoša je že veliko govoril o tem proaktivnem pristopu, ne, kako hočemo svoje življenje nenehno nekaj reševati, pa kolo, pa nekaj ne štima, pa kompenziramo na tisoče načinov.
nekje sem prebrala ali mi je nekdo nedavno rekel, ne, najhujše pa je, ko nekdo, ki ima psihične težave, pride k zdravniku in reče, tukaj sem, zdaj pa meni. Ja, to ne gre tako. Tudi gre tako? Ne gre tako. Ne gre tako. To pač enostavno ni mogoče. Veste, mi ne moremo urejati življenja. Ne moremo urejati življenja nekoga drugega. Mi se lahko pogovarjamo o njegovem življenju, o njegovih odločitvah, o njegovih stališčih, o njegovih vrednotah, njegovih željah. Odločitve so pa stvar posameznika. Mi ne moremo in ne smemo pravzaprav posegati v drugega človeka. Torej, to je tisti bistveni element, recimo, ki ustvarja to razliko. Ne? Torej, proaktivnost. Sam moraš pravzaprav narediti vse. Vi človeka vodite od tiste točke A do, recimo, do točke. Ne tako vodim. Jaz sebe, recimo, kot psihiatrinja doživljam, da sem pač sočasni sopotnik v življenju tega človeka. Ne, da ga vodim, v bistvu sopotnik sem, pa mogoče imam kdaj kakšno dobro idejo. Pa jo potem proba človek, pa se potem pogovarjava, kaj se je zgodilo. Zdaj, včasih kar dobro zadanem. Pa je že prva rešitev v bistvu zadane. Včasih pa ne, veste, včasih je pa treba iskati. No, tole glede proaktivnega pristopa, ne, seveda veliko lahko naredimo sami, ampak mene pa vedno me zanima, recimo, ko psihiatri pripovedujete te svoje izkušnje, kje je tista meja, ko lahko jaz še sama nekako vplivam na svoje življenje in vlečem pametne poteze, ki bojo koristile mojemu duševnemu zdravju. Kje sem pa že prestopila tisto točko, ko sama teh odločitev ne morem več sprejemati? Kako to vi definirate? Kako prepoznate človeka, ki pride k vam? Torej, ene izmed najbolj pomembnih vprašanj, ki sem si jih postavila v svoji profesionalni poti, je bilo, kako bom jaz ločila nekoga, ki ima težave v duševnem zdravju, od tistega, ki jih nima. Se pravi, da ne bi slučajno koga uvrstila med ljudi z motnjo, ali pa koga spregledala. To je vaš Rubikon, ne? Ja, tako, ne. In zdaj pa, kako pa jaz ugotovim, da ima recimo nekdo težave? Seveda, nekaj se mu dogaja. Zaradi temu človeku življenje ne poteka tako, kot si on želi, ali pa tako, kot si je načrtoval, ali pa tako, kot nekako bi bilo družbeno sprejemljivo. To je ena stvar. Recimo, lahko se to na zunaj vidi, lahko pa človek noter čuti. Veste, zunaj je vse v redu, super. Noter je pa nesrečen, napet, ne spi, poln dvomov, pa mu pravzaprav v življenju ni nič hudega, recimo. A hkrati imate notranje viharje. Kar pomeni, da nas ves čas, tako zunanji svet, kot tudi seveda ta notranji svet, pa seveda sam ustroj telesa, pravzaprav spominja, in včasih trka prijazno, včasih pa kaj orang začne vpiti, veste, da nekaj narobe. In potem gremo iskati, kaj je, in zdaj, seveda, če stvari zelo, zelo dolgo trajajo, recimo, potem brez zdravil ne bo šlo, ali pa recimo pri določenih motnjah brez zdravil ne bo šlo. Določene stvari se pa dajo obvladati brez zdravil, če jih seveda dovolj zgodaj ujameš. In se v bistvu da, Ko ste zdaj poslušali zgodbo Aljoša Bagole, kako se je to pri njemu začelo, kako se je razvijala torej vaša izgorelost, ste razmišljali o tem, da bi se morda že prej dalo nekako to ustaviti, pomagati, razčiščevati način življenja, recimo, ko se je začelo z glavoboli. Pri vas je potem še kar nekaj časa trajalo, da ste prišli do končne rešitve, Recimo, če bi Aljoša prišel k vam, bi mu vedeli svetovati? Seveda, povedala bi mu svojo zgodbo. In sicer bi mu povedala takole. Jaz imam vse značilnosti človeka za izgorelost. Vse. Mislim, res. Poklukano. Ja? Ampak, ta seznam, prosim, delite s vsemi nami. Ja, tako. Ampak imam najboljšo prijateljico, migreno, ki me položi. In ko sem jaz se hotela rešiti migrene, sem ugotovila, da pravzaprav tisto, kar pripelje do migrene, pravzaprav me lahko pripelje še kam. In to tanko pa ne bo samo migrena, ampak bo v bistvu hujši problem. In je mene migrena pravzaprav navedla na to, da sem začela jaz določene stvari raziskovati in tudi podvzela določene spremembe v svojem življenju. Je pa tako, recimo, ko jaz povem kakšno takšno izkušnjo ljudem, jaz jim povem, to v bistvu ne govorim veliko sebi, ampak takšne pomembne stvari, ki so lahko koristne za nekoga. Ki so pa koristne za nekoga,
pa seveda povem. Pa ne samo, da povem, tudi v bistvu živim skladno z svojimi napotki. Namreč jaz ne morem pacientu svetovati nekaj, kar jaz ne počnem, veste, ker bom neverodostojna. Se pravi, jaz moram zelo, zelo razmisliti, kaj bom svetovala, ker to pomeni, da velja tudi zame. In dejansko moja migrena, s tem, da sem jaz v bistvu izključila migreno iz svojega življenja, bolj ali manj, recimo, da sem prišla iz zelo pogostih migren na 1 do 2 na leto, kar je super rezultat. Ja, je to mene dejansko zaščitilo, da bi jaz izgorela. Ne? In ko je meni, veste, to se sestavilo, se pravi, kaj bi jaz zdaj rekla? Bodite pozorni na opozorilne znake. Poslušajte se. Poslušajte se, ja. Tako, ampak kaj zdaj to pomeni? Ne? Kaj zdaj, to je bilo moje naslednje vprašanje. Ja, živi tako, da te ne bo bolela glava. Točno to. Živi tako, da te ne bo bolel želodec. Ne? In jaz recimo velikrat pacientom rečem, poglejte, tale služba ne bo, ne, veste, to bo treba zamenjati. Ne? Ja. Veste, tole ne bo, ne, mislim, tale služba vaša ni, ne, za vas najbolj koristna, morda vam je zanimiva, morda se dobro plačajo, morda mislite, da ne morete nič drugega delati, ampak zdravstveno se to naodobali stekali. Ampak potem imate čudovitega kreativnega direktorja, uspešnega kreativnega direktorja, vse dela točno tako, kot je treba. Kako lahko takemu človeku rečete, razmislite o službi? Torej, morda ne toliko o službi, kot o drugačnem dojemanju samega sebe znotraj poklica. Jaz bi mu rekla, dajmo raziskovati, zakaj boli glava. Pa recimo, zakaj ste utrujeni. Ali pa recimo, ena stvar je, naprimer, majhen otrok, zahtevna služba, premalo spanja. Vse, pa veste kaj, opozorilni znak je, da imaš krasen vikend, pa v ponedeljek si zmatran. To je recimo en tak opozorilni znak. Ali pa recimo, imaš pred seboj počitnice, pa se jih ne veseliš. Namesto, da bi bil že 14 dni prej v nizkem štartu, pa že vse spakiran. Ne? In recimo, to so opozorilni znaki. In potem človeka povprašaš, recimo, a so kakšni taki opozorilni znaki, ne, recimo prisotni, in potem seveda človek ugotovi, ali pa reče, kako pa vi to veste, ne? Vem. No, in potem pa gremo, ne, raziskovati. Namreč, kakšno čarovništvo je to? Kakšno čarovništvo je to? Ni, ne? Ni čarovništvo. Ampak ne rečeš mu, zamenjaj službo, to ne smeš, ne? Temveč drugače, ne? Dajva raziskati, zakaj je to tako. In človek namreč mora sam priti do spoznanja. In potem pa rečejo, a vi mislite, da je služba? A je še kaj drugega mogoče? Ja, pa drugega pa ni, pa verjetno res samo služba. Ne? Ja. Res je. A se je zelo težko sprijazniti s tem, da ti prav to, kar ti daje toliko veselja, tudi po svoje življenje ogroža? Absolutno. V bistvu so naši poklici tudi v slovenskem okolju steber naše identitete. In ko se to začne krhati in majati, se ti res majajo tla pod nogami, saj jih imaš občutek, vsaj jaz sem se v izgorelosti tako počutil, da sem izgubil sebe, ne? Ker je pač vse to, kar sem jaz bil, ne? In to je v bistvu bil nek skupek zunanjih kvalifikatorjev, nagrade, uspehi, to, ono, tretje, četrto, ne? Ko je to začelo izginjati pred mojimi očmi, sem dejansko mislil, da več ničesar nimam za oprijeti, ne? Kdo sem jaz, kaj bi jaz lahko bil. In to je grozljiv občutek, ne? V tistem trenutku, kot je zelo strašljivo dejstvo, da si v bistvu ne dovolimo biti, ne vem, osebe, ki so poslane na ta svet, za tem, da pač, ne, to svojo poklicanost nekako udejanimo, da svoje talente nekako zagotavljamo potrebam tega sveta, ne? Če tako romantično pogledamo na te stvari. Ne? In potem se spet hitro dokopljamo do ugotovitve, da je veliko teh vlog, na katerih naša osebnost počiva, ne? V bistvu nekako dodeljenih. Ne? Starši imajo pričakovanja, kaj in kdo bi ti moral biti.
potem z ozmozo dejansko se učiš življenja s tem, ko opazuješ svoje starše. Ne. Moja mama je delala z silovitimi migrenami, ne. In pač kot gostilniški otrok sem pač gledal te 16-urne šihte, vmes se mi hladne obkladke dajal, masiral vrat in podobne stvari. In pač meni je bilo to ta uvid v to, ne, pač ok, to je življenje, ne, ta enota znanja, mi je bilo nemogoče povezati z drugo enoto znanja, se pravi, da združiš nekaj v delujočo molekulo, ne, kjer pač lahko rečeš, aha, ok, migrena je sporočilo mojega telesa, da nekaj ne počnem v redu. Ne. Jaz sem pa imel to v bistvu kot dokaz, kot odlikovanje za požrtvovalnost, ne. Še to eno čisleno slovensko vrednoto za to igranje žrtve. Ne. In pač na enega izmed največjih natečajev sem se peljal z tako migreno, da je taksist mislil, da me pelje na urgenco. Jaz sem pa rekel, ne, na ta in ta naslov, jaz samo pač gledal. Ne. In cel pač moj tim je bil, o moj bog, a boš ti lahko prezentiral. Ne. In pač, ko imaš to breme, ne, ga pač oprtaš in greš in pol si junak in pol si. Dobro, seveda vemo, vse izkušnje so različne, 2 izkušnji nista povsem primerljivi, ampak vseeno, recimo, če bi vas kdo vprašal, ne dvomim, da veliko ljudi stopi k vam in vam reče, kaj naj naredim, da ne bom šel po tvoji težki poti, kako se lotim tega razgrajevanja samega sebe, prevpraševanja samega sebe, kaj jim svetujete? To je zagotovo vprašanje za milijon evrov. In najprej se mi zdi pomembno, da razumemo, da živimo v svetu ublažitev in v svetu takošnjih zadovoljitev. Ne. In zdaj beseda ublažitev vsebuje besedo laž. In velikokrat, ko hitimo in ne vem, zavijamo takoj v lekarno ali pa se lotimo tega in tega podviga samo zato, da se zamotimo, ne, nismo iskreni do sebe. Ne. In tu se v bistvu začne nekak pogrom naš ponavadi. In seveda veliko ljudi ni iskrenih do te neke svoje edinstvenosti, ki jo pač morajo izpolniti, in je to lahko nekaj, kar načne v bistvu našo čilost ali pa to našo duševno kondicijo. In zato se mi zdi neke vrste pač ta inventura z tem izpraševanjem, kako se pač počutimo, ko nas nekak svet obklada z komplimenti ali pa nam sporoča, kako si ti fajn, krasen in in sploh. Pa se mi ne počutimo dobro, ne, da so to tisti trenutki, kjer pač moramo začeti z neko refleksijo, z nekim izpraševanjem. In velikokrat je pač neko vprašanje vrednosti tisto, ki nam ne dovoli, da bi to počeli. Ne. In tudi sam sem bil, kljub vsem, ne vem, svojim 150 nagradam, nekako vedno tisti reševalec, vedno tisti, ki je pač poskrbel, da so bili drugi bolje in si šele na to sam dovolil malce zatisniti oko. Ne. In v bistvu tako ugotoviš, da so nekako drugi vedno prvi, ne? In to je tak dobro zveneč paradoks. In ko se vprašaš, ali so drugi vedno prvi, ne, na prvem mestu, potem veš, da sebe zapostavljaš. No? In ta nevrednost, ki pač nekako rovari po nas in velikokrat tudi v mojem primeru, ne, koristno podžiga ambicije, pa to strast, ne, da se pač dokažeš, je nek lakmusov papir za to, kdaj ukrepati, na kakšen način ukrepati. In predvsem, da si dovoliš biti sočuten do sebe, ne? Ker včasih čutimo, pa si nečesa želimo, ne? In si potem to nekako prepovemo, to pa vendarle ni zame, ne? In odzvanjati v glavi, kdo pa si ti, ne? Da bi pač imel to, ali pa kdo pa si ti, da bi imel 3 tedne dopusta. Ne? In z neko redukcijo pač moraš priti na eni točki do vprašanja, ne, kdo pa sploh si. Ne. In ko se začneš s tem ukvarjati, se pa pojavijo neke nove vznemirljive resnice, ne, ampak je spet ta pot prej, ne, zelo, zelo prepredena z izrazito bolečino. Ne.
ki se pa ljudje bojimo, ki se pa pač čist po neki preživetveni logiki izogibamo v širokem loku in hlastamo za ublažitvami, ne. Tako da pač to soočanje z strahom, soočanje z bolečino, soočanje z izgubo, ne, in mogoče tudi ta nek tradicionalni strah, ki se predaja kot ta transgeneracijska štafeta, ne, pač opravljati moraš poklic, ki so ti ga zapovedali starši, hoditi moraš v to in to šolo, ne, poskrbeti moraš zase finančno, je veliko breme za nas in zato pač si moramo malo življenje dovoliti živeti, kot da je praznik, ne? In samo tako ne bo prazno ali pa izčrpavajoče na ta način. Se opravičujem, če govorim preveč v nekih metaforah, no, ampak tako v bistvu doživljam to neko svojo pot od točke, kjer sem se počutil dobro samo takrat, ko sem bil najboljši, ne? In šele, ko sem, ne vem, dobil nagrado, ko sem zmagal, ko sem analiziral to za nazaj, se počutil dovolj dobrega, da sploh živim, ne? In to je pač ena zelo, zelo težka ječa, v katero se prostovoljno zaklenemo vsak dan. Zato pač, kot je dr. Lenovškova izpostavila že pred pogovorom, ne, si zastavljamo vprašanja, ki so neprijetna. Torej pri tem recimo preverjanju samega sebe, preupraševanju samega sebe, če ne zaboli, ne, če ne pridimo res do tistega bistva, nismo naredili kaj dosti. Ne, malo drugače. Deva začeti. Kdaj se začnemo spraševati? Kdaj se začnemo spraševati? Torej, nekaj ni v redu. Nekaj ni v redu, oziroma nekaj nas je posebej pritegnilo, nekaj je skratka nas posebej razburilo, skratka nekaj je pritegnilo našo pozornost, ali zaradi tega, ker je bilo prijetno, zato ker je bilo neprijetno. In jaz tukaj rečem takole, ne, vsakemu človeku pripada, ne, določena količina veselja, radosti, zanimivih dogodkov in pa tudi bolečine, nelagodja in napetosti in negotovosti. In kadar se nam zgodi pač nekaj, kar nas zburi, takrat se mi lahko malo povprašamo. Seveda nas zalijajo čustva, ampak hkrati je pa fino, če smo takrat tudi nekoliko prisotni, tudi z, se pravi, možgansko skorjo, ne samo z spodnjimi deli možganov, ne, in spremljamo, kaj se dogaja in se potem tudi kakšno zadevo vprašamo. Ne? In recimo sploh pri bolečih stvarih jih absolutno ne bi smeli odganjati. Recimo povem vam primer tega tedna, kako se človek zaloti. Ne? Recimo ta teden imam jaz res ekstremno naporen. Ne? In potem sem se zalotila, da sem razmišljala, koliko je vsega preveč. In seveda sem se takoj po prstih. Ne? Ker to ni dober odziv, ne? Potem sem rekla, ne, čakaj. Razmisli, kaj res imaš. In potem sem ugotovila, da pravzaprav bo šlo in sem spremenila. Vsega je ravno prav, ampak čisto nič več kot ravno prav. Se pravi, nič dodatnega, oziroma poglejmo, kaj od tega vsega je ravno prav, bi pa lahko vseeno šlo na naslednji teden, oziroma kaj bi lahko oddali. No, in sem hitro našla in se nisem pripeljala z avtom, ampak so me pripeljali. Skratka, eno stvar sem lahko dala stran in lahko sem dala ta teden stran samo to stvar, ampak če jo ne bi premislila, če ne bi izvedla zoprnega samoizpraševanja in tudi tvegala z vprašanjem, ali me kdo pelje, bi enostavno vzela nase, speljala in nesla v naslednji teden, vsega je preveč. Torej, ustavimo se, premislimo, preanaliziramo svoje življenje in kaj lahko pravzaprav premaknemo konkretno. Vsak dan posebej. Ker mi v bistvu, ko načrtujemo dan, si ga dajmo predstavljati in potem bo bistveno lažje tekel. Ker če si bomo mi v mislih predstavljali, kaj vse moramo narediti in kako bi določene stvari tekle in če bodo tekle gladko, potem smo mi v bistvu na avtopilotu. In s tem, ko smo na avtopilotu, si prihranimo del mentalne energije. Ker mi smo približno 700 odločitev na dan sposobni sprejeti, pa čisto nič več. Prekimavate, torej je to tudi vaš sistem, recimo, preživetja v tem hektičnem svetu?
znan predlog je, oziroma izrek v bistvu, da ljudje precenjujemo, kaj lahko naredimo v enem dnevu in podcenjujemo, kaj lahko naredimo v enem tednu. Ne. In dejansko smo tako storilnostno naravnani, tudi zaradi, zahtev družbe, zaradi v bistvu posnemanja načinov sreče drugih ali pa uspeha drugih, ne, kjer pač ta kultura mazohizma, always on, hastlanja, nekako dominira in hitro se okužimo tudi z temi alfa predstavniki naše vrste, ki pač čislajo v bistvu neko idejo udejstvovanja v tem svetu, ki je zelo radikalna. Ne. Marisa Mayer, nekdanja direktorica Yahooja, je imela 140-urni delovnik na teden. Ne. In ko so jo spraševali, kako lahko to udejanji, je pač povedala, da če natančno planiraš obisk WC-ja in se pač kdaj se tuširaš, se marsikaj da. Ne. Hočemo tako živeti? Ne, saj to je vprašanje, ampak ko smo zaslepljeni, ne, ker pač dejansko imamo zaradi teh zrcalnih nevronov, pač lahko razvijamo empatijo, po drugi strani pa v bistvu posrkamo vse vtise in to je tudi pač en izmed preživetvenih vzgibov naših možganov, da se primerjamo z starejšimi in posnemamo njihovo obnašanje. Ne. In če smo to počeli v plemenu, je pomenilo, da smo razvili za pleme dobre navade, da smo poskrbeli za varnost. V tem današnjem raztreščenem svetu pa ta isti mehanizem uporabljamo, da se primerjamo z superzvezdniki, z superpodjetniki, ki pač idejo življenja, oziroma predvsem to utvaro sporočajo skozi bliščave fotografije na družbenih omrežjih in nas po eni strani to sili v ta boj za srečo, po drugi strani nas pa dejansko oropa toliko neposredno, toliko sreče, človečnosti in v bistvu nas pusti vždeti v ideji, saj jaz tega pa ne bom mogel nikoli uresničiti in potem v tem preprostem aksiomu zaključimo, zato ne bom mogel biti nikoli srečen. Ne? In to je taka zelo, zelo plastična ponazoritev tega. Ne? Se je odnos vaših sodelavcev, prijateljev, sorodnikov zelo spremenil, ko ste začeli delati na sebi, ko ste se začeli spreminjati? Drugi ljudje nam vedno služijo kot ogledalo. In v bistvu, kar je v tem primeru pomembno, je, da ti vidiš, da ko začneš skrbeti zase, da ima to učinek. Ne? In zdaj ljudje, ki so pripravljeni sprejeti to, da se ti dovoliš, da živiš svoj prav, da se spremeniš, če tako rečemo, potem ti odnosi obstanejo. Ne? Drugi pa se pač razrahljajo, pa nekako se prekinejo. Ampak to ne pomeni, da zavedno, še vedno si lahko prijatelj z nekom iz, bivše kariere, službe, tak dalje. Predvsem je pa pomembno, da zgradiš ta odnos z samim sabo. Zato je druge vedno fajn imeti kot neke vrste lakmusov test, ali te tvoje odločitve, da si za sabo bolj sočuten, da si do sebe bolj prijazen in predvsem zvest tej neki svoji poti, ki jo pač moraš oddelati, ali to deluje. Nenehno prikimavate, ko Aljoša pripoveduje svoje izkušnje. Se mi zdi, da bi bili ponosni na take paciente, če bi bili vaši, recimo. Absolutno, takoj podpišem. Šele zdaj vem, da sem danes tu kot pacient. Jaz v resnici takšnih pacientov, kot je Aljoša, nimam. Namreč takšni pacienti niti ne potrebujejo, oziroma klienti niti ne potrebujejo psihiatra. Potrebujejo psihoterapeuta, bolj kot psihiatra. Dobro, lahko je tudi psihiater, hkrati tudi psihoterapevt. Samo dostopnost do psihiatrov je tako zelo majhna, da pravzaprav jaz, če recimo zaslutim takšen talent in potenciale, potem recimo tudi, če človek pač pride na moja vrata, ga potem usmerim v psihoterapijo. Namreč psihiatri smo tako zasedeni, da si dejansko nekega takega vodenja sploh ne moramo privoščiti. Niti ga ne moramo privoščiti človeku. Samo meni se zdi že to dovolj, da v teh, skromnih razmerah človeka saj prav usmerim, tako da pride do ustrezne v bistvu obravnave.
Kje pa je tista meja, ko vi sami presodite, nekdo pride k vam in se morate vi pravzaprav odločiti, je to človek, ki lahko še dela sam na sebi, s svojim nekim proaktivnim, zavzetim pristopom, ali je že prišel do meje, ko to ni več mogoče, ko res potrebuje zdravniško pomoč? Jaz bi to malo širše zastavila. Najprej sploh, kdaj potrkati na vrata strokovnjaka, kateregakoli, ali psihiatra, ali psihologa, ali psihoterapeuta. Ja, namreč, če človek sam pri sebi ugotovi, da je poskusil že vse, kar je vedel in znal in poskušal tudi, kaj so drugi mu svetovali, pa še vedno ni bolje, v takem primeru se morda splača potrkati. Vendar pa ljudje pravzaprav niti velikrat ne vejo, kakšne so razlike med vsemi tremi. Potem seveda je pomembno, da če človek pride k meni pa reče, take probleme imam, pa rečem, veste kaj, vi bi pa boljše bi bilo pri psihoterapeutu ali pa boljše bi bil za vas psiholog. In jaz si želim, da bi bil pač ta naš sistem toliko pretočen, da na katerakoli vrata pravzaprav človek pride. Pa tudi, če recimo pride k splošnemu zdravniku ali pa na urgenco ali kamorkoli, da ga bodo znali usmeriti, kaj bi bil za njega pa recimo pravi naslov. Za strokovno pomoč, vendar pa računajte, vedno je delo v bistvu človek dela sam, samo ima pač zraven spremljevalca, ki ima kakšno dobro idejo, kaj bi veljalo probati. Izkušnja je pa in pa tudi odločitev je pa od vsakega posameznika. Zelo pozorno sem prej poslušala, ko ste pripovedovala, kako si je pravzaprav treba organizirati dan, kako je treba premišljati o tem, kaj nas čaka, na kakšen način se bomo stvari lotevali. Prepričana sem, da imate še polno takih res koristnih, uporabnih nasvetov, čisto za vsakodnevno življenje, da se pravzaprav, ne vem, da se ukrepimo, da se zaščitimo pred temi negativnimi vplivi samih sebe in okolja pravzaprav. Kaj bi rekli na to? Pa to je tudi naše sklepno vprašanje, če dodate sklepno misel, bo to povsem v redu. Ko so ljudje nekdaj prišli k vraču in potožili, da z njimi nekaj ni v redu, jih je vprašal, ali dovolj pojejo, ali dovolj plešejo in ali se dovolj pogovarjajo. Ne? In zdi se mi, da je pač ples in petje zagotovo nekaj, čemur se je fajn zateči, ne? Tu pa tam. Pogovor je pa zagotovo tisto, kar lahko neko to družbo, ki več ni sposobna doseči konsenza, ne, ampak gre samo še za neke vratolomne razprtije na eni in drugi strani, tisto, kar pomaga detabuizirati v bistvu duševno zdravje. Če nekako zmoremo to vznemirljivost sodobnega sveta, v kateri se zatečemo, samo zato, ker si ne upamo niti za trenutek biti sami s sabo v tišini, ne, in odložiti svojih telefonov, ugasniti televizije, ne spremljati novičarskih strani že od trenutka, ko odpremo oči, da si s tem zagotovimo nek varen prostor, ki nam v bistvu omogoči, da ugotovimo, da svet v bistvu pravzaprav ni tako preteč, kot se nam zdi, da naše življenje ni takšno skropucalo, ki smo ga prisiljeni vsak dan živeti. In že vse te majhne avtonomne cone so v bistvu pomembna področja, kjer lahko rastemo, napredujemo in se predvsem opogumimo z dovolj zaupanja vase, da si rečemo, ok, saj jaz sem nekdo, ki je že marsikaj dosegel, v resnici živim obdan z ljudmi, katerim se lahko izpovem in se jim zaupam, čeprav se kdaj izkaže, da sem storil napako, to ne pomeni, da sledi pogrom in pač vso to nenehno katastrofiranje, ki pač poteka v moji glavi vsak dan, je pač nekaj, kar je na steroidih vsega prej omenjenega. Ne? In če pač odklopimo dovolj teh steroidov, se stvar tako umiri, da lahko začnemo funkcionirati bolje. In ko enkrat ugotovimo, glej, vse s temi koraki je pošlo, potem samo ponovimo vajo. Kaj pa pri vas? Torej, povečali bomo svojo odpornost oziroma tudi svoje zmožnosti živeti polno življenje, če bomo pazili na ravnovesja. Recimo, da imamo
delo, pa da imamo tudi počitek, da imamo in družbo in da imamo samoto in da imamo recimo adrenalinske tedne na avtopilotu, pa imamo tedne, ko nismo takšni. Skratka, da iščemo neko ravnovesje v vseh teh strašno močnih dražljajih, ki nam jih pravzaprav vsak dan prinaša. To je en tak prvi moj napotek. Drug napotek je, da v bistvu dajmo skrbeti za odnose, da so harmonični, ne zlagani, ampak iskreni, da pravzaprav znamo odpuščati, da ne kuhamo zamer. Skratka, da poskušamo pač odnose peljati, kolikor se da, nekje v neko skupno dobro in pa če to ne gre, se pa pač odnos tudi prekine, ne? V morju je še veliko rib in se mogoče lahko z njimi družimo. Tretje pa, da dejansko smo prijazni do sebe, hkrati si pa ne popuščamo tam, kjer v bistvu si ne smemo popuščati. Tako da skratka pri sebi najdemo recimo en tak dialog ali pa en tak odnos samega sebe, recimo sploh odrasel človek, veste, da v bistvu nase gleda kot na najboljšega starša sebi, v bistvu, da si sam sebi najboljši starš, najboljši svetovalec, da sam sebi svetuješ in zahtevaš od sebe tisto, kar bi v bistvu svojemu otroku pravzaprav naredil oziroma zahteval. Skratka, da se sami do sebe vedemo kot dobri starši. In potem bomo tudi do drugih ljudi drugačni, ker bomo tudi do drugih takšni, ker bomo enostavno videli, da se to splača in da je to pravzaprav edina pot. Samo še to o tehnikah, metode čuječnosti, meditacije in tako naprej. Vse v redu. Zelo v redu. Zelo v redu. Najlepša hvala še enkrat, kot rečeno, ker ste delili z nami vaše znanje, izkušnje, znanje, izkušnje. Naj vam gre vse kot po maslu v prihodnje, kar pa ne bo šlo, pa tako rešujete, kot ste zdaj povedali, da je treba. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Hvala.